Dobro večer vsem skupaj na naši drugi postni katehezi, ki jim sledimo iz Bežigrada. Dobrodošli vsi tisti, ki ste prišli danes morda prvič, pa ki ste prišli samo v katehezi, ki še niste bili na romanju, pa so tudi dobrodošli tisti, ki boste potem po katehezi še poromali v dve naslednji cerkvi, ki jo bomo obiskali, eno v Rimu pa eno v Ljubljani. Današnja kateheza je vezana spet na evangelij naslednje nedelje, pa ne letošnji, ampak v bistvu lanski, iz leta A, ko sledimo katehezam, logiki iz starega antičnega katehumenata, ki je imel v postnem času še zadnjo pripravo pred velikim obredom, pred krstom na velikonočno vigilijo. In na to nedeljo, ki je pred nami, pride na vrsto evangelij o Samarijanki pri vodnjaku. Lučova slika je tukajle za nami, ki nas nekako spominja na ta dogodek. Vabim vas tudi, da si pogledate tisto epizodo iz serije Izbranci, The Chosen, ki govori o tem srečanju Jezusa in Samarijanke, je pretresljivo dobro pripravljena. Ob tem pa bomo tudi pomislili na vse, ne samo na Samarijanko, pač pa tudi tisto, kar ima tamle v vrču na glavi, oziroma kar je v vodnjaku, se pravi vodo. Mislili bomo na vodo in se bomo osredotočili tudi na ta element krsta. Ko se začne graditi hiša, je nujno treba najprej napeljati do gradbišča vodo. Ali z vodovodom, ali pa poiskati podtalnico. Spomnim se, ko so moji starši začeli zidati hišo, ni bilo tako težko narediti. Vodovoda še zdaleč ni bilo, smo še dolgo čakali, ampak ko je človek zasadil na barju lopato v zemljo in je skopal pol metra, je že nastal tam bazenček vode. In vso hišo smo zgradili s tisto vodo. Torej, za gradnjo hiše je nujno treba imeti vodo. In tukajle pa je tale voda daleč od hiš. Srečamo se z Jezusom pri Jakobovem studencu, ki ni tako blizu mesta, kot tukajle vidite tamle apostole, ki so 3 korake za tole ženo. Razdalja je bila precejšnja. Nomadsko naselje, ko je Jakob prišel s svojimi sinovi, je tukaj našel vodo in je očitno naredil neko dolinsko naselje, kjer so imeli pašo v dolini pri studencu, ampak potem so se odselili, so šli drugam naprej. Naknadno je nastalo mesto Sihar stran od tega studenca. Dovolj blizu, da pa je vendarle se dalo živeti s to vodo, da je ta studenec lahko prispeval vodo za mestece, odkoder pa so morali seveda hoditi dol iz hribčka, dol v dolino po vodo. Zoprna reč, ampak to je bilo ena od glavnih točk. Mesto je bilo na strateško varnem mestu, voda pa je bila še znosno daleč in to je zahtevalo seveda precejšen napor, da je ta voda prišla potem do mesta. Tudi naš krst potrebuje vodo. Ko se začenja krščanstvo, ko začenjamo graditi cerkev, potrebujemo vodo za gradnjo. In treba jo nekod poiskati, napeljati. Treba je poiskati to vodo in pri tej vodi, na večji ali manjši razdalji, je nujno potreben tudi neki napor. Tudi naši vodovodi funkcionirajo kar z nekaj napora, da se voda izčrpa in prečrpava in da pod pritiskom prihaja do naših pip. Mi tega napora ne čutimo, ne vidimo, ampak je pa v ozadju. In prav je, da se tega zavedamo tudi pri temle krstu. Kakšno funkcijo ima pravzaprav voda v našem življenju, biološkem in družbenem? Voda je tekočina živih bitij. Vse, kar je živo, ima tudi nekaj vode. Ta voda se pretaka, doteka, odteka
V krvi je večino vode, naše celice plavajo po vodi. Voda je nadalje topilo za hranila. Če želimo zaužiti neko hrano in jo pripeljati na mesto do vsake celice, je treba to hrano raztopiti. In kje? V vodi. Brez vode ne moremo živeti, zato moramo pri vsaki hrani imeti tudi neko tekočino. In voda je potem tudi čistilo za dezinfekcijo na neki način. Treba se je umivati, treba je stvari oprati. Tudi če ni razkuženo 100%, je pa vendarle voda tista, ko si umijemo roke, ko gremo jest, in s katero izmijemo madeže na obleki ali pa na stvareh. Vse to je v podobi, kaže na naš krst. Judovstvo in krščanstvo, oziroma ta religija, ki izhaja iz judovstva in se razvija v krščanstvo, je polna podob in prilik. Imamo na eni strani nekaj dobesednega in potem tisto dobesednost prenesemo še v neki drug, prenesen pomen, alegorični pomen. Tako imamo na eni strani telo, na drugi dušo. Tako ima tudi pomen. Pomen ima neko tak telesni, zgodovinski, materialni, dobesedni pomen in pa potem še tisti preneseni, duševni pomen. Tudi pri krstu to velja. In zakramenti so vsi tako narejeni, da imamo na eni strani nekaj vidnega, otipljivega, na drugi pa nekaj nevidnega. Zakrament po definiciji še iz zgodnjega srednjega veka, ali to še pozna antika bila, je vidno znamenje nevidne Božje milosti. Premislimo, kaj je naredila voda pri mojem krstu? Pri mojem tunkanju, ko sem bil potunkan v to vodo, čeprav samo z nekaj kapljicami. Da bomo to razumeli, ponovimo tole zgodbo o Samarijanki. Spomnimo se, kaj se že dogaja. Koliko je ura? Ura je poldne. Vroče je. Jezus ostane pri vodnjaku, učenci gredo v mesto. In iz mesta pride žena, takrat, ko se ne hodi po vodo, ker se voda morda tudi že malo ogreje v tej vročini. Če hočete imeti svežo vodo, boste šli zjutraj. In navadno so žene hodile zjutraj in lažje je hoditi zjutraj po vodo. Zakaj ni šla zjutraj? Verjetno se je raje kar izogibala družbi. In opoldne je navadno, ko je prišla opoldne po vodo, ni tam srečala nikogar. Zdaj pa tale Jud. Takoj prepoznala zgleda, da gre za Juda, ali po kaki obleki, ali pa preprosto, ker je videla, da ni iz njihovega kraja. In gotovo je tu že bila neka nelagodnost. Potem pa tisti slavni dialog, ko Jud prosi Samarijanko, daj mi piti. Bi, ne bi. Najprej, čudno se mi zdi, saj nočete imeti nobenega stika z nami, saj nas prezirate. Zakaj ne bi ti jaz dala vodo? Potem pa pravi, ti bom jaz dal vodo. Kako? Ja, zakaj pa prosiš potem vodo, če ti praviš, da boš meni jo dal? In to živo vodo. Tekočo. To je voda, ki stalno teče. Se pravi, obljubil je, dejansko je obljubil pipo na vodovod, ki bo skozi tekla. Ne bo treba več hoditi s temi vrči pa vedri. Potem pa vidi, da je to nekaj nenavadnega, prepozna v njem, da je nekdo, ki je več kot samo navaden človek, ker je videl njeno srce. Ker jo je tako lepo okrog prinesel, pa še z možem pridim, saj ga nimam. Seveda ne, si imela že toliko. Aha, je to mogoče razlog, da je raje sama hodila po vodo, ker so
ostale ženske bile morda malce ali ljubosumne ali pa jezne nanjo, če je morda tudi kakšnega njihovega moža kdaj speljala. Ni bila užaljena in Jezus je ni žalil. In potem ona prepozna v njem Mesija. Nič ne vemo, ali je Jezus dobil kaj zapiti ali ne. Ne vemo, ali je sploh kaj načrpala vode iz tega vodnjaka, ker je stekla nazaj v mesto. Povedati, kaj se je zgodilo. Naenkrat tista običajno delo ni bilo več pomembno, začelo se je oznanjevanje evangelija. In začelo se je pravzaprav njeno spreobrnenje, njeno novo življenje. Jezus ji je že dal tisto novo vodo, ker je dobila tudi na neki način, jo je vključil v občestvo, v tisto mestno skupnost, iz katere se je ona izrinila, nekako izključevala na rob. Zdaj pa s tem poslanstvom, ki ga ima, ko želi povedati, koga je srečala, ta ženska, ki se je izogibala ljudem, naenkrat steče k njim in jih pripelje k Jezusu. To je zgodba, pravzaprav model nekega krsta. Čeprav je bila grešnica, ni bila deležna obsodbe, ampak je bila deležna odpuščanja in obljube. Dobila je obljubo. Obljubo, ki pravzaprav pomeni obljuba kraljestva, obljuba odrešenja. In sledila je evangelizacija. Sledilo je oznanilo, ki ga je ona ponesla v svoje mesto. Kje je zdaj tukajle naš krst? Tudi naš krst je bil z vodo, ki nas je oblila, očiščenje greha. Čistilna funkcija vode. Očiščenje izvirnega, morda kdo, ki je bil starejši, še vseh ostalih grehov. In s tem človek postane nov človek. Vključen je v novo skupnost. Vključeni smo v cerkev. Tako kot je tudi žena bila spet vključena v to mestno skupnost. Ta nova skupnost, cerkev, je skupnost Božjih otrok. Tistih, ki Boga kličejo za očeta, ki smejo Boga klicati za očeta, pred krstom ga ne smemo pravzaprav, in so med seboj bratje in sestre. In ker so med seboj bratje in sestre, zato imajo skupnega očeta in skupno mater. Mater, ki je zdaj cerkev. V krstu nas namreč rojeva cerkev za Božje kraljestvo. Tako kot nas telesne matere rojevajo za življenje v tem svetu, tako nas cerkev s krstom rojeva za večno življenje. In potem sledi tek. Žena teče. Kako pa mi tečemo po krstu? Naše življenje je življenje evangelizacije. Najprej jo evangelij sprejemamo, potem pa smo poklicani, da ga tudi posredujemo. Ne samo maloštevilni, zmeraj bolj maloštevilni profesionalci. Tudi vsi, kot ta žena, ki jo je usposobil pravzaprav samo dialog z Jezusom, smo poklicani. Zato nas krst pravzaprav usposablja za dialog z Jezusom, z Bogom, in ta dialog nas potem usposobi za posredovanje veselega oznanila vsemu svetu, da lahko potem nastopimo in oznanjamo. Kako? Predvsem s pričevanjem življenja. Žena je povedala, kdo je. Prej se je skrivala, prej je bilo nerodno govoriti o sebi, zdaj pa pove, vse mi je povedal. Izpričala je celo svoj greh. In s tem pokazala na njegovo moč, njegov uvid in pa njegovo držo, odrešensko držo. Tudi nam se Jezus bliža s tem istim
z isto ponudbo žive vode, s katero nas opere in v kateri nam potem daje hrano. Kajti krst nas nadalje usposobi za prejem hrane, ker je ta voda na neki način topilo za hranilne sestavine, ki jih prejemamo v Evharistiji. Brez krsta do Evharistije ne moremo. V vodi krsta pa se na neki način lahko pojavi zdaj tudi Evharistija, ki nam omogoča, da do sleherne celice našega bitja pride Božji sin, ta isti Jezus. Da se nas dotakne v sleherni celici s tisto hrano, ki nam je podarjena zaradi krsta v Evharistiji. To je zdaj pa v bistvu že naslednji zakrament, ki je bil seveda v antiki podeljen skupaj, ker spada k 3 zakramentom uvajanja, krst, birma in obhajilo, in to prakso imajo še danes v pravoslavnih cerkvah, da je pri krstu takoj otrok tudi birman in takoj prejme tudi nekaj kapljic rešne krvi kot Evharistijo. Potem pa čaka na tisto ta prvo obhajilo, ko ga zaužije, da še zavestno in zavedanjem. Tako je krstna voda dejansko voda življenja. Tam, kjer je ta voda, tam je življenje. In tam, kjer ni vode, tam pa življenja ni. Tam, kjer je krst, tam je večno življenje. Kjer krsta ni, tam ni večnega življenja. Samo hvala Bogu, da pa ta voda teče po različnih kanalih. Ta naš krst, ki smo ga bili deležni, je krst v večinoma od nas najbrž v katoliški cerkvi, ampak tudi, in včasih je bilo zelo jasno povedano, da če se je kdo rešil zunaj Noetove barke, se bo potem tudi kdo rešil, ki bo zunaj cerkve. Samo, kdo pa je v cerkvi in kako se pride v cerkev? Mi smo prišli s krstom. Če pa Bog hoče koga sprejeti v cerkev mimo krsta, mu pa mi ne moramo nasprotovati. On je tisti, ki sprejema, ne mi. Ampak tiste, ki jih pa mi pokrstimo, jih pa zagotovo vzame noter. Obstaja tudi krst želja. In zlasti po Drugem Vatikanskem koncilu so v koncilski konstituciji, mislim, da je tole ali Lumen Gentium o cerkvi ali pa Gaudium et Spes o cerkvi v sedanjem svetu, je povedano, da tisti, ki brez svoje krivde ne morejo priti, ne pridejo do krsta, torej tisti, ki niso krsta zavrnili, pač pa ga niso iz takih in drugačnih razlogov mogli prejeti, da za tiste velja neke vrste krst želja. Tudi tisti niso zunaj cerkve, ampak so v cerkvi na drugačen način. Nekako bi rekli po naše, da jih Bog pri stranskih vratih sprejema noter. In mi nad temi stranskimi vrati nimamo nobenega pregleda ali oblasti. Imamo pa pregled in dolžnost tega glavnega vhoda, pri katerem naj bi bila tudi postavljena krstilnica, včasih bila krstilnica tik pred vhodom v cerkev ali pa potem takoj za vhodom, da ko pridemo v cerkev, da pridemo pri krstu. In še danes je vsaj spomin tistega krsta postavljen v obliki kropilnikov, ki jih imamo pri cerkvenih vhodih z blagoslovljeno vodo. Da se potem ob tisti vodi spomnimo svojega krsta. Pokrižanje pri vhodu v cerkev, bolj kot pri izhodu, je pomembno zato, ker naj bi nas to spomnilo, da smo krščeni. Ker tudi to, ko se pokrižamo, storimo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Tudi če te vode ni veliko, tudi če poberemo samo nekaj hlapov iznad tistega kamna kropilnika, je to že dovolj, da se spomnimo svojega krsta. Ker samo krščeni dejansko vstopa v cerkev.
V antiki so bili prav zaposleni vratarji, tudi cerkvena služba, ostiarius, ki je pred cerkvijo pazil, kdo prihaja v cerkev, da ne bi kdo prišel od teh, ki niso krščeni. Katehumeni so počakali lepo zunaj, spokorniki, ki so bili na neki način izobčeni iz občestva, so počakali zunaj, dokler jih ni spet občestvo sprejelo nazaj. In tisti vratar, danes imate to službo na novo vpeljano marsikje po kakšnih ameriških cerkvah, ampak to so zdaj pozdravljavci, tisti, ki lepo pozdravijo, pokažejo, kam greste, lahko se usesti, je bolj stvar bontona in prijaznega sprejema. Včasih pa je to bila dejansko kontrola, checkpoint, carina, kdo sme v cerkev, ker tisti, ki je bil krščen, je smel, ostali pa ne. To je bil poseben privilegij. Danes veste, da v cerkev lahko pride vsak, ampak dejansko pa tudi tisti, ki vstopijo v cerkev brez krsta, tisti še niso v cerkvi. Stojijo v stavbi, gledajo, občudujejo, ampak niso pa še del živega občestva, niso še živi kamni te cerkve, ker to postanejo šele s krstom. Če jih bomo mi znali sprejemati tako, da si bodo zaželeli krsta, potem bodo tudi oni vgrajeni v to cerkev. In to je zdaj pa naše oznanjevanje. Živeti svoj krst v vsakdanjih odnosih, v današnji družbi tako, da bodo tudi drugi rekli, kako se imajo pa tile radi med svoj, jaz bi pa tudi šel rad, bi tudi rad bil tam med njimi. Ko bomo dosegli enkrat tako držo, potem se bodo cerkve spet začele polniti. Mimogrede, na Radio Ognišče je bila danes popoldne menda oddaja, analiza cerkvene statistike za leto 2022 v Sloveniji, kjer nisem jo poslušal, nisem utegnil, ampak lahko si pogledate. Ampak prepričan sem, da bomo tisto trende, ki so zelo jasni, lahko obrnili ne s raznimi strategijami in taktikami, ampak s pristnim življenjem, ki bo povabljivo in ki bo tako privlačno, da bo, kot sem že prej rekel, da si bodo ljudje zaželeli, jaz bi pa tudi rad bil eden med njimi, a me lahko vzamete, kaj pa treba narediti? In bomo rekli, krst. Treba je prijeti krst in živeti potem iz tega krsta. In tega se moramo vedno znova učiti tudi sami. Vas vabim, da premislite o svojem krstu, o tem, kaj ta krst počne v vašem življenju, kje mu daste priložnost, da je očiten, kje so se vaši lasje že posušili, pa kje so še malo mokri od krsta. Toliko za nocoj. Preberite si še enkrat Evangelijo Samarijanki, poiščite se v tem evangeliju, pustite se nagovoriti tudi Jezusu, ali pa skupaj z učenci poslušajte, kaj vam ima povedati. Toliko za nocoj. Miran, krst želja je tudi, če starši niso mogli krstiti otroka, ne? Ali pa ga niso znali in bi želeli krst, pa so zanj prosili željo prosili. Pa ne samo starši. Tudi vi lahko za sosedovega to zaželite. Aha. To lahko zaželite tudi tistemu, ki ga srečate na ulici, ki ga peljejo v vozičku, pa mu privoščite krst. Kaj bo Bog naredil s tem krstom, je njegova stvar. Pa tistim, ki starši nočejo krstiti. Ni treba tega krsta želja ni treba zapisati v krstno knjigo, ker vas ne vključi v občestvo cerkve na takšen način, da bi potem tudi cerkveno pravo vas vezalo. Tudi na osnovi krsta želja ne morete dobiti krstnega lista in samskega lista za cerkveno poroko. Ampak je pa to molitev, je pa to prošnje, je to voščilo.
In to voščilo lahko vsakič, ko greste po cesti in srečate družino, ki pelje nekega otroka tam v vozičku ali pa ga za roko pelje okrog, vse mu lahko privoščite, večjemu, manjšemu. Zakaj pa ne? To je v bistvu blagoslavljanje. Nekomu privoščite, kako to kaj bo Bog s tem naredil, ni vaša stvar več. Kje bo pustil, kje se bo usedel, h kateremu vodnjaku se bo Jezus usedel, da bo tisti, ki ste mu vi to zaželeli, da bo tisti prišel s praznim vrčem in bo potem dobil od Jezusa lahko živo vodo. To prepuščamo. Je pa prav, da to privoščimo svojim someščanom, svojim sosedom. Danes ne vemo, kdo je krščen, pa kdo ni krščen, ampak tudi če že kdo krščen, mu lahko privoščite krst. Saj je že krščen. Saj tudi kdaj lahko rečete, ste že kakšnemu dali kakšno darilo, pa reče, saj že imam to. Pač boste pa komu drugemu dali. Poklone. Tako, naredimo malo pavze, ta čas bom prosil, da Bogomila spusti malo našo glasbo, pa potem po koralnem vstopnem spevu, še danes pa jutri poslušamo o Jezusovem spremenjenju na gori, potem pa pride marčevski in se ga bo treba spet na novo učiti. Usił Jezus swoje uczęce, sebą spił na górę i bił przed nimi spremieniem. Kako ljuba so tvoja bivališča, Gospod, nad wojskami. Moja dusza chrepeni celomedli po Gospodovich dworich. Usiłuje Jezus swoje uczęce, sebą spił na górę i bił przed nimi spremieniem. Moje serce i moje meso wriskata, klicze tak żywemu Bogu. Usiłuje Jezus swoje uczęce, sebą spił na górę i bił przed nimi spremieniem. Celą wrabec znajdę dom, lastovka gnizdo zase, kamor položi svoje mladiče. Pri tvojih oltarjih, Gospod, nad vojskami, moj kralj in moj Bog. Usiłuje Jezus swoje uczęce, sebą spił na górę i bił przed nimi spremieniem. Blagorniki prebiwają Twojej ciszy, widno Te budą chwalili. Usiłuje Jezus swoje uczęce, sebą spił na górę i bił przed nimi spremieniem. Gospod Bóg nad wojskami usłyszy moją molitwę, posłuchaj, o Bóg Jakubu. Poblej na nas, o Bóg nasz waruch, ozrij se na oblicze swojego silieńca. Usiłuje Jezus swoje uczęce, sebą spił na górę i bił
res boljši kakor 1000 drugih. V hiši svojega Boga raje ostanem na pragu, kakor da bi stanoval v šotorih krivičnosti. Vzel je Jezus svoje učence, se povzpel na goru in bil pred njimi spremenjen. Gospod Bog mi je kakor sonce in zavetje, Gospod daje milost in slavo. Ne odkloni nobene dobrine tistim, ki hodijo po poti popolnosti. Vzel je Jezus svoje učence, se povzpel na goru